Halleluja! Halleluja. Halleluja. Dobrodošli. Sremde željo obljubljeno, tudi če je kdaj težko, na koncu zmaga bo prišla. Ljubezen je bitja kri, kada strah obdaja me, pod zidovi je rite, ko srce upade mi. Ljubezen je bitja kri in pesem življenja je. Vsak korak padel bo, sem goran smo kose pretekle vezi, pretrgal si ti na strahovi laži, resnico bom pel, da nič ti nemogoče ni. Vsak korak padel bo, sem goran smo kose pretekle vezi, pretrgal si ti na strahovi laži, resnico bom pel, da nič ti nemogoče ni. Gospod, upanje. Upanje v bitki je, v vojnah, ki meni besni, srce luč ukradejo. Ljubezen je bitja kri in pesem življenja je. Vsak korak padel bo, sem goran smo kose pretekle vezi, pretrgal si ti na strahovi laži, resnico bom pel, da nič ti nemogoče ni. Vsak korak padel bo, sem goran smo kose pretekle vezi, pretrgal si ti na strahovi laži, resnico bom pel, da nič ti nemogoče ni. Gospod, nič ti nemogoče. Hvala ti, Gospod, da s teboj nič ni nemogoče. Ime Jezusa ni najvišjega, kličemo ga. Imena ni močnejšega, ni višjega kot Jezus. Premagal si verig večnih, zavladaj ti, kralj Jezus. Imena ni močnejšega, ni višjega kot Jezus.
Aleluja. Mi služimo Gospodu Bogu, ki mu je vse mogoče. On vlada nad vsako lažjo in dvomom in strahom. On pravi, da spregovorimo o vsaki gori v našem življenju. Da spregovorimo o vsakemu velikanu v našem življenju. Ti si kralj, Jezus, 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 imena ni močnejšega, ni višjega kot Jezus. Premagal si verig večnih, zavladaj ti, kralj Jezus. Vsak korak padel bo, sem gora smoko, vse pretekle vezi, pretrgal si ti na strahovi laži, resnico bom pel, da nič ti nemogoče ni. Vsak korak padel bo, sem gora smoko, vse pretekle vezi, pretrgal si ti na strahovi laži, resnico bom pel, da nič ti nemogoče ni, Gospod. Aleluja. Hvala ti, Gospod, za tvoje sveto, sveto ime. Da lahko kličemo tvoje sveto ime. Želi si govoriti ime Jezus nad vsakim srcem in nad mislimi. Saj vem, da je mir v tvoji sredi, rečem Jezus, rečem Jezus. Želim si govoriti ime Jezus, da zlomi vsaka zasvojeno se. Saj vem, da je mir in je svoboda, rečem Jezus. Tvoje ime je moč, ozdravljenje, življenje si. Zlomiš trnjave, siješ v sence, kot ogenj si. Želim si govoriti ime Jezus nad vsakim strahom, zaskrbljenostjo, nad dušam, ki te presija, grabi, rečem Jezus, jaz rečem Jezus. Tvoje ime je moč, ozdravljenje, življenje si. Gospod, ti si življenje. Zlomiš trnjave,
v sence, kot ogenj si. Ker tvoje ime, Tvoje ime je moč ozdravljenje, življenje si. Slomiš trnjave, siješ v sence, kot ogenj si. slikam Jezus, Jezus po ulicah, Jezus nad sovražnikom vsakodnevno. Jezus v družine, kliče sveto ime. Jezus zgora, zgora vzklikam Jezus, Jezus po ulicah, Jezus nad sovražnikom vsakodnevno. Jezus v družine, kliče sveto ime. Jezus, in kakšno je to ime? Tvoje ime je moč ozdravljenje, življenje si. Lomiš trnjave, siješ v sence, kot ogenj si. Halleluja. Haleluja, Gospod, Ti si naše ozdravljenje, naša moč in svoboda, Gospod. Naš pastir, nič mi ne manjka, Gospod. Ti me vodiš na zelene pašnike, Gospod, k mirnim vodam, da se napojim in osvežim v Tvoje prisotnosti, Gospod. Ošakararia sokarabasi, ošandiraba sokarabasi. Molimo za naše družine, Gospod. Slavimo te, slavimo te, slavimo te. Slavimo te, slavimo te. Edini vreden, haleluja. Dvigamo Tvoje mogočno ime, Jezus. Moč ozdravljenje, življenje si. Slomiš trnjave, siješ v sence, kot ogenj si. Ti si naš Oče, Ti si naš ogenj, Gospod. Naredi nas za oltar molitve, Gospod. Prižgi nas, Gospod. Naj se dvigajo naše solenje, Gospod, k Tebi kot prijetna dišava. Tvoje ime je moč ozdravljenje, življenje si.
Pridite k svojemu pastirju ta večer. Gospod je pastir moj, on hodi pred mano in vedno me ščiti, se ne bojim. Nasili mi glavo in me napolnjuje, počitek mi daje, se ne bojim. Aleluja. Gospod je moj pastir, Gospod je pastir moj. On hodi pred mano, on vedno me ščiti, se ne bojim. Nasili mi glavo in me Svetim Duhom napolnjuje. Me napolnjuje. On je tisti, ki daje mir. Počitek mi daje in ni razloga, da se bojim. Se ne bojim. In aleluja. Vedno me vodi čez hribe doline, mi dušo poživlja in me krepi. Gospod ga bo slavil. Haleluja, slavimo te. Haleluja, vino je celo. Tebi spremlja, Ceni spremlja in tolaži me. haleluja. Haleluja, vino je celo. Hvala ti, Isus. Ceni spremlja in tolaži me. Tvoj duh živi v meni, zato
po veri hodim, tvoj duh živi u meni, moj kralj si mogočen, tvoj duh živi u meni. Po veri, ne po tem, kar vidimo, haleluja. Tvoj duh živi u meni, moj kralj si mogočen, tvoj duh živi u meni, zato po veri hodim, tvoj duh živi u meni, moj kralj si mogočen, tvoj duh živi u meni, zato po veri hodim, ne po tem, kar čutim, živi v meni, moj kralj si mogočen, tvoj duh živi v meni, zato po veri hodim, tvoj duh živi v meni, moj kralj si mogočen. Mogočen, tvoj duh živi v meni, zato po veri hodim, tvoj duh živi v meni, moj kralj si mogočen. Zato po veri hodim, tvoj duh živi v meni, moj kralj si mogočen. Aleluja, hvala ti za mogočnega duha, Gospod. Hvala, da lahko hodimo po veri, Gospod. Da nismo ljudje, ki moramo videti, Gospod. Aleluja za dar vere, Gospod, nadnaravne vere. Aleluja. Dober si, Gospod, naš dober oče. Če prosimo za kruha, Gospod, nam ne boš dal škorpijona. Slišal sem mnoge zgodbe o tem, kakšen naj bi bil, a tvoj gib še pred ljubeznimi v noči govori mi rečeš, da si zadovoljen in da nikdar nisem sam. Dober si, ja, če dober ti, ja, to si ti, ja, to si ti, in ti ljubiš me, in to sem jaz, in to sem jaz, in to sem jaz.
dober, 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 dober si, ja. Če to si ti, to si ti, to si ti in ti ljubiš me. In to sem jaz, in to sem jaz, in to sem jaz. O, in videl sem mnoge stati resnico, vse povsod, a vem, da ti si edini, ki vse odgovore imaš, ker ti veš prej, kot izrečemo, kar potrebujemo. Dober, dober si, ja, če dober si, to si ti, to si ti, in ti ljubiš me, in to sem jaz, to sem jaz, to sem jaz. Dober, dober si, ja, če dober si, to si ti, res to si ti, in ti ljubiš me, ja ljubiš me, ja ljubiš me, ja ljubiš me. On je popolnoma dober. On je absolutno dober. Dober si, ja dober si, ja dober si. Ja dober si, ja dober si, ja dober si. Dober si, ja, če to si ti, to si ti, to si ti, in ti ljubiš me, ljubiš me, to sem jaz, to sem jaz. Gospod, ne spremljamo, ne čutimo tvojo ljubezen, očetovsko ljubezen. Hvala ti za tvoj objem. Popolna je tvoja sapot. Popolna je tvoja sapot, ker popolna je tvoja sapot, ker popolna je tvoja sapot za nas. Ker popolna je tvoja sapot, ker popolna je tvoja sapot, in si vsi popoln do nas, o Bog. Ker popolna je tvoja sapot, ker popolna je tvoja sapot, ti si vsi popoln do nas, o Bog. Te ljubezni ne da se zanikati, niti izraziti, ta mir nerazložljiv je, presega ves moj razum. Dober, dober si, ja, če to si ti,
to si ti, res to si ti. Ti ljubiš me, to sem jaz, to sem jaz, to sem jaz. Te ljubezni ne da se zanikati niti izraziti, ta mir me razložil je, presega ves moj razum, ko še groblje. Kličeš me, ko še groblje, kličeš me, ko še globlje, kličeš me v ljubezni svojo. Dober, dober si, ja, če to si ti, to si ti, to si ti. Ti ljubiš me, to sem jaz, to sem jaz, to sem jaz. Ker popolna tvoja vsa pot, ker popolna je tvoja vsa pot, ti vsem si popoln do nas, o Bog. Ker popolna je tvoja vsa pot, ker popolna je tvoja vsa pot, ti vsem si popoln do nas, o Bog. Kako duša funkcionira in kako je duša sestavljena, okay, zato da jo lahko uporabimo. Duša je tvoj filter, čez katerega duh deluje. Če imaš ti filter umazan, duh ne more delovati. Če je filter pokvarjen, spet duh ne more delovati. Vse, kar Bog dela, gre čez tvoj filter uma, duše. Jaz niti na WC prejle nisem mogel, sem najprej mogel pomisliti, da moram iti na WC, pa sem šele lahko šel. Če ne bi se to slabo končalo. Vidite, koliko je duša pomembna. V bistvu si močen samo to, koliko je tvoja duša močna. Lahko si ful močen v duhu, dušo imaš pa ful šibko, bolano, zvezano. In pol pač ti pomaga, da si ful močen v duhu. Tako, dajmo si malo pogledati, kako je duša sestavljena in kako jo lahko uporabimo. Prvič, duše ne odstranjujemo. Dosti kristijanov mislijo, da se morajo rešiti svoje duše pa emocije. Pa to. Ne, ti jo moraš prenavljati, ne odstraniti. Prenavljati jo moraš. Kje to piše v Rimljanih 12.2? Ne prilagajajte se temu svetu, ampak se preobražajte z obnovo svojega uma, da boste mogli razpoznavati, kaj je popolna Božja volja. Se pravi, mi prenavljamo svoj um. Um je del naše duše. Um, volja in emocije, to je duša. Poglejmo si Davida, s kom se on pogovarja. Psalm 42.6. Zakaj si potrta moja duša in zakaj se nemirno vznemirjaš v meni? Upaj v Boga, kaj ti še ga bom slavil, svojega rešitelja in svojega Boga. Sprav, David svoji duši utruja, pa kva je s tabo duša, lej, daj se mal začni veseliti. A si se kdaj pogovarjal tako z Bogom, sam s sabo, mislim, ne z Bogom. Jaz se spomnim, ker smo imeli enega soseda, ker smo se mu vedno smejali, ker je otroc, ker smo bili, ko on se sam s sabo pogovarjal po ulici. Zdaj pa jaz isto delam. Aleluja. Če vidiš, da se slabo obnašaš, si začni govoriti, kako se moraš obnašati. Amen? Jaz sem danes svoji glavi govoril, kako se mora počutiti. Ker sem se zbudil, me je ful glava bolila. In pa sem rekel, kaj je s tabo glava? Si ti normalno? Tvigam se, začni slaviti, aleluja. Amen. Moraš govoriti svoji duši, svoji glavi, svojemu telesu. Amen. In pogledajte si, Bog hoče enotnost, duh, duša in telo. To je, mi smo tripartitno bitje. To nas loči od mačke in psa, da smo tripartitno bitje. Imamo dušo in telo, tako kot pes in mačka, pa imamo še duha. In največja svoboda je, če v enotnosti imaš vse tri.
je, da si v enotnosti. Dajmo se to pogledati v 1. Tesaloničanov 5:23. Sam Bog miru naj vas posveti popolnoma. Sam Bog miru naj vas posveti, da boste popolni in vse, kar je vašega, duh, duša in telo, naj bo ohranjeno neoporečno, dokler ne pride naš Gospod Jezus Kristus. Se pravi, vsi trije deli mene, duh, duša in telo, ne bojo popolni, amen? Ne bojo neoporečni. In dajmo si pogledati eno ful zanimivo kombinacijo telesa in duše v Efežanih 1:18. Efežani 1:18, ful zanimiv, res. Ful zanimiv citat. Pavel moli za nas, da nam Bog da razsvetljene oči srca, da bi vedeli, v kakšno upanje vas je poklical. Se pravi, tukaj je beseda razsvetljene oči tvoje domišljije. Se pravi, dianoja, to je desni del možganov. Se pravi, Pavel moli, da bi naša domišljija bila razsvetljena. Amen? Se pravi, on moli za kreativni del tvojih možganov, da bi imeli dobre slike. Samo to predstavljaš, koliko praktično je Pavel molil. On je molil in jaz sem šel nazaj nekaj študirati. Eno stvar imaš, ti imaš v središču svojih možganov, ko sprejemaš informacije, ko se pol pošilja vse dele tvojih možganov, ena zadeva je, ko se reče, bom samo minuto se vzel, da eno fizično stvar tvojega telesa probam razložiti, ko dela v možganih, ko se reče retikularni aktivator. RAS je kratica. In je v ozadju tvojih možganov in je priklopljen na optični živc in on pol pošilja podatke naprej v tvoje možgane, kaj morajo delati, kako morajo razmišljati in tako naprej. In ta del možganov išče okoli tebe po prostoru, posod, on išče to, kar je tvoja največja vrednota. Se pravi, tvoj je filter, ki določa temu aktivatorju, kaj mora on iskati. In zdaj, če jaz svoj prenavljam z Božjo besedo, pol se moj aktivator v ozadju mojih možganov pošilja, on da informacijo optičnemu živcu, da te predmete išče. Ne vem, a ste kdaj zgodili, da si kupil nek avto, ker recimo ga prej ni, ali pa recimo jaz sem našparil neki denar, da si bom kupil en avto in pol tamle za mizo z Urošem sedimo in se nekaj pogovarjamo v avtu in jaz sem si tako hotel kupiti en pocen avto. Itak smo že imeli en avto, ampak sem enega pocen rabil, da ima žena lahko doma avto. In pol sem tamle za mizo, se pogovarjamo in mi Bog točno reče Tesla S. Pa sem rekel, ne, jaz sem pa že šel na probno vožnjo z enim cenejšim avtom, razumete? Ki je bil 6-krat cenejši od tega, ki sem ga pol, mi ga je Bog dal pol. Sprav, jaz sem si 6-krat cenejšo opcijo že zbral. In pol pa Bog rekel, Tesla S. In pol, a sem rekel vama to pol tam za mizo? Spomniš, Uroš? In pol sem tako rekel, lej, Bog mi bo dal Tesla. Ampak zanj sem bil pa malo slabe volje, ker sem vedel, da toliko pa nisem zdaj našparil, da bi lahko to kupil. Ampak jaz sem pol na vsakem koraku sem te avte opazil. Prej pa sploh nisem videl. Prej sem pa mislil, mogoče ima teh Tesla S je ful mal, večino ima uneta male. Jaz sem pol mislil, da imajo vsi Tesla S-e. Posod, kamor sem prišel, sem videl Tesla S. A ni to zanimivo? Zakaj? Ker je moj retikularni aktivator je iskal te avte, ki jih jaz rabam. Ko on je zdaj slišal, razumeš, tvoji možgani so ful inteligenca. Zato je David govoril o svoji duši, kaj mora delati, kako se mora počutiti. Ti lahko aktiviraš Božjo voljo v svojih možganih. Aleluja. In pol je tvoj usklen. Enotnost, duh, duša in telo. Amen? To rabimo. Ne pa, da ti
veš, kaj je Božja volja, razmišljaš pa ful negativno. Pa se to nikoli ne zgodil in razdvojen človek, jako prav, človek je razdvojen v svojih mislih, ne misli, da bo karkoli sprejel od Boga. Amen? Ne moreš. Zakaj? Najprej moraš nehati biti razdvojen in si daj filter v svoj kot sem si jaz dal in sem si rekel, ok, Tesla S, in potem sem ženi povedal, Tesla S je najnaslednji avto. Ona je tako rekla, ne. In potem sem spet vedel, da je Božja volja. Zdaj se tako pač malo pretiravam. Zato, ko žena je rekla, najprej moraš popraviti to v hiši, pol moraš to, pol si kup avto. Razumete? Ona je praktična. In pol ta moj aktivator jih je posod iskal te avte. In jaz sem bil pa šokiran, pa koliko je teh Tesla, ful več. In pol me je pa še Bog naprej vodil, da mi je govoril točno, kjer model rabim, kjer je najboljši zame, tako naprej. Dokler mi ni pol povedal točno, na kateri ulici je prav moj avto in kako izgleda. To se meni dostikrat dogaja z avti, tako da meni je to že normalno. Ampak to je zanimivo, ker smo mi v enotnosti, se pravi, ta aktivator, se pravi, mi imamo fizični del, to je naš telo, ti imaš živce, ti imaš nevrone v možganih, ti imaš cel sistem, ki ti ga je Bog dal, ki funkcionira in sodeluje s tvojim razmišljanjem. Amen? Zato nekje prav človek je to, kar razmišlja. Ker to, kar ti razmišljaš, bo sprožil odziv tvojih možganov, da to pol iščejo okoli tebe. Amen? A vi zdaj, zakaj to pomeni, da prenavljaš svoj Če ti dobiš vizijo, preroško besedo, Bog ti nekaj govori in pol svojemu začneš to dopovedovati, da si ti to, da ti to rabiš. Kaj se ti bo zgodilo? Tvoji možgani bojo samo to začeli iskati. Zato je toliko pomembno, kaj verjameš. Zato jaz skozi govorim, ne biti nek depresivni prerok, pa mi govoriti, kako bo ful kriza, antikriz bo zavladal, bla, bla, bla. Kako bo tvoji možgani bojo začeli iskati varnost, zaklonišča, kako se izogniti nesreči. Če pa ti razmišljaš, mi smo tle, da osvojimo zemljo, da osvojimo planet, bojo pa tvoji možgani skozi iskali odprta vrata, blagoslov, kje je tvoja nova priložnost, kam se lahko razširiš, kako lahko napreduješ. Amen? Zato ti povem, vsi ljudje hočejo Jezusa. Amen? Ne mi govoriti, noben hoče Jezusa. To je laž, ki si jo poslal v svoje možgane in zdaj kamorkoli priješ, noben hoče Jezusa. Govorejo, vsi hočejo Jezusa. In pol kamorkoli boš prišel, bo vsi hoteli Jezusa. Amen? In ko se bo kdo drl nate proti Jezusu, ne mi lagati. Kva se lažeš, ker vem, da hočeš Jezusa. In ga bo hotel, amen. 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 Prav vse, cerkev, naša duša je ful pomembna. Se pravi, tvoj bo nastavil filter retikularnemu aktivatorju, kaj naj išče zate. Na katere stvari mora biti fokusirana. In cerkev, na to, kar si ti fokusiran, tja boš prišel. Amen. To, kar ti skozi gledaš, tja boš šel, haleluja. Zato jaz ne razmišljam ful o grehu, pa koliko sem grešen, pa kva se moram vse spokoriti, pa bom skozi greh iskal. Jaz sem fokusiran na to, kdo sem v Jezusu. Kva je Jezus naredil mene. Razumete? Jaz, če bom skozi razmišljal, ne smem piti alkohola, ne smem piti alkohola, ne smem piti merlota, ne smem piti kaberneta, v čem bom skozi razmišljal? Razumem, če razmišljal, ful imam svetega duha. Sveti duh je original, haleluja. Jaz sem ful izpolnjen, haleluja. Ful je, da bed se družiti z Bogom. Wow, kar letim po luftu, haleluja. Se pravi, ti bo nastavil filter, kaj naj aktivator išče in pošilja v center tvojih možganov. Se pravi, to, v kar te Bog pošilja, to si del možgane. In kaj se ti bo zgodilo? Dobil boš fokus. In potem se boš premikal tja, kamor imaš fokus. Recimo, eno prvih pravil vožnje z motorjem je, če ti vidiš kamen tako na cesti, ga ne smeš gledati, ampak moraš gledati, kje bo šel okoli kamna. Ker dostikrat, če ga gledaš, boš ful težko šel okoli njega, zato ker ga gledaš. A ni to zanimivo? Ful zanimivo. Ti moraš vedno gledati, kje bo šel, kako se boš rešil. Haleluja. Dajmo tole še enkrat prebrati. Razsvetljene oči, to apostol Pavel molil. Jaz sem to molil
ko sem Kenneth Hagina poslušal, ki je učil to molitev. Lahko se jo preberete. Jaz sem jo molil tako 3 mesece vsako jutro. Sem dal sebi not v Efežane 1, 17 do 22. Bog, daj mi razsvetljene oči srca. In pol, ko veš, kjer je ta beseda, rečeš razsvetljene oči domišljije. Misli. Razsvetlil mojo domišljijo, moje misli. Da bom vedel, kakšno upanje si me poklical. Wow, se pravi, jaz sploh ne moram vedeti, v kakšno upanje je Bog poklical, če mi on ne razsvetli najprej moje domišljije. Haleluja. Amen? Vidite, koliko je ful pomemben, kaj se v tvoji domišljiji dogaja. Zato je Jezus rekel v Stari zavezi, piše ne ubij, v Novi pa kdor se že jezi na brata je. Razumeš, je pa vse predstavil na ta nivo, kad tle noč se ti dogaja. Pa je rekel, ne omadežuje človeka to, kar bo pojedel, pa kar iz srca vam prihaja. Se pravi, vedno se tukaj greh in Božja vizija rodi in razvija. To ful, daj pozornost bolj na svojo domišljijo, kakor na to, koliko si molil, pa bral, pa koliko ti gre dobro ali slabo. Verjamem, da vedno bi ti lahko šlo boljše, vedno. Ampak boljš, če ti gre boljš, zato ker se bojiš, da ti ne bo šlo slabše, bo to spet samo en zakon, pa eno mučenje, pa trpljenje. Če pa svojo domišljijo prenavljaš, ti bo pa užitek več, da ti Jezus haleluja. Cerkev noben, lahko ene stvari ful dolgo že verjameš, pa se še niso zgodile. Recimo podoben ka Abraham. Recimo, ki je toliko dolgo čakal, da je pol na koncu naredil kompromis, ženo sta se imela, pa daj pejt spat zuno, Hagar, pa bo imela pa preko nje otroka. Pa daj malo po svoje narediti, se ni treba točno tako, kot Bog prav. Bo pa malo skombinirali. In z tega ven je islam prišel v cerkev. Imamo same probleme s tem. Skozi je trn v peti. Zdaj nas še Evropo hoče zavzeti. To je otrok mesa, to ni blagoslov. Karkoli delaš, haleluja, razsvetljene oči srca najprej. Če že dolgo traja, haleluja, fokus, noter, haleluja. Noben cerkev, če že dolgo traja, ti nikoli nisi poražen, dokler ne sprejmeš slike poraza. Amen? Dokler se ti vidiš zmagovalec, nisi poražen. Amen? Lahko si še bolj bolan, kakor prej si začel verjeti. Lahko ti gre še 10krat slabše una stvar, za katero verjameš, ampak dokler imaš ti sliko uspeha, nisi poražen. Amen? In kaj pravi v Hebrejcih 11:6? Brez vere ne moramo biti Bogu všeč. Se pravi, jaz verjamem, da Bog te bo ful nagradil, ne zato, kar si naredil, ampak zato, kaj mu verjameš. Amen? In ni the best, da mu ful verjameš tudi, kad ti nič ne gre. Haleluja. Amen? Lahko je verjeti Bogu, kad ti gre vse the best. Dajmo biti še bolj nori v smislu, da mu verjamemo, tudi če nam ful nič ne gre. Da se rečemo, haleluja, na dobri poti sem. Amen? Ima to smisel? Ok, se pravi, dajmo si pogledati dva človeka, poznate dva človeka, ki sta imela duha vere v Stari zavezi, Jozue in Kaleb. 4. Mojzesova 13:33. Videli smo tam tudi velikane, Anakorot, in sami sebi smo se zdeli kakor kobilice in taki smo se zdeli tudi njim. Taki smo morali biti tudi v njihovih očeh. Se pravi, spet je to, kaj vidiš. In oni so sami sebe videli narobe, kaj ene kobilce, in pa so to svojo sliko negativnosti projicirali v svojega sovražnika in so si rekli, da tudi sovražnik njihov jih vidi kot kobilce. To je čista laž. Sovražnik njih sploh ni videl. Velikani sploh niso njih videli nikoli. Oni so šli na skrivaj ugled v deželo. Se pravi, same laži. Se pravi, hudič, pa tvoj neprenovljen ti lažeta, da si ful manj vreden, da si ful nesposoben, da nisi to, kar Bog pravi, da si. In pol se tako vidiš in pol misliš, ko prideš v situacijo, da si res tak in pol misliš, da tudi tvoj nasprotnik te tako vidi. Same laži.
Prav to pomeni prenova uma, da ti veš, kdo si v Kristusu. Amen. Da veš, da si več kot zmagovalec. Da Bog pravi, česar, ko se boš dotaknil, ti bo uspel. Amen. Pol, da nisi več preklet, ampak si blagoslovljen. A razumete, eno je to, če imaš informacijo v intelektu, drugo pa, če jo pol preneseš v svojega duha. Amen. To je pa razodeto znanje, ko to postane del tebe. In pol ti hodiš okoli, neka ena kobilca, ampak tako kot Jozef pa Kaleb, ki sta pa imela čist drugo sporočilo in sta rekla, za malce jih bomo uničili. Kakšna razlika? Eni so rekli, mi smo kobilce, dva sta pa rekla, haleluja, te Anakovi, te velikani nam bojo za malce, ker jih sploh ne moramo faliti, ker so toliko veliki. Razumemo, če bi bili manjši, bi bilo težje. Tako so pa toliko veliki, da sploh faliti ne moramo. Haleluja. To bomo zmagali, sigurno. Čist druga perspektiva. Pa ista situacija, pa čist. Zato imaš dva človeka, ki imata isti problem, pa en čist sesut, ene pa ful poln veselja. Pa ista stvar. Zakaj? Ker je noter v tebi razlika, kako se vidiš. 4. Mojzesova 14:24. To, da moj služabnik Kaleb, ker je bil v njem drugačen duh in mi je popolnoma sledil, njega bom peljal v deželo. Se pravi, mi moramo biti ljudje drugačnega duha, kot ljudje, ki nimajo Jezusa. Amen? Ti imaš, recimo se, ti si človek drugačnega duha. Dajmo se vzeti še par minut, da v tej duši govorimo, kako tvoja domišljija ful pomembna. Poglejmo si kralja Davida, preden je bil kralj, v 1. Samuelovi 17:26. Se pravi, spet, tam je velikan, Goljat po imenu, ful zasramuje Božje vrste, vsi se ga bojijo, ful jih je že ubil. David pa je rekel možem, ki so stali z njim, kaj bodo naredili možu, ki ubije tega Filistejca in Izraelu odzame sramoto. Se pravi, pa David je prinesel malce svojim bratom in pol njega že zanima, kakšna je nagrada. Amen? Se pravi, on se takoj in je to 3-krat v tem poglavju vprašal, kakšna je nagrada, če ubijem Goljata. Dobro vprašanje je. Ti moraš biti fokusiran na nagrado, haleluja. Amen? Če greš ti po nagrado, pol ti je Goljat samo sredstvo, da priješ do nagrade. Amen? Pol ti Goljat ni nepremagljiva ovira, pred katero moraš bežati, amen? Ampak bo Goljat probal v tebe bežati. A je to razlika? Probi se kdaj usmeriti na svoj problem, pa ga napasti, namesto da bežiš od njega. Amen? Probi to, haleluja. Se koga izogibaš ali pa kakšni situaciji. Pa je tja v veri, haleluja. Šli, da se bo vse spremenilo, haleluja. Amen? Se pravi, glej na svojo nagrado. Dajmo si pogledati Abrahama, pa Lota, 1. Mojzesova 13:10. Lot je povzdignil oči in videl vso Jordansko pokrajino, da je bila vsa namakana, preden je Gospod uničil Sodomo in Gomoro, bila je kakor Gospodov vrt. Prav on spet, Lot gleda, vid in hoče tja. 1. Mojzesova 13, gremo 3-4 vrstice naprej, 14. vrstica. Gospod je rekel Abramu, potem, ko se je Lot ločil od njega, povzdigni oči in poglej z kraja, kjer si, proti severu in jugu, proti vzhodu in zahodu. Vso deželo, ko jo vidiš, bo dal tebi in tvojemu potomstvu na veke. Se pravi, vidimo, da ful je pomembno, kaj gledaš. Se pravi, spet, Abrahamu Bog pravi, vse, kar vidiš, je tvoje. Vpraš se, koliko ti vidiš tega, kar je Jezus plačal zate. Vpraš se, koliko blagoslova vidiš, da ti pripada. Amen? Koliko zdravja vidiš, da ti pripada. Koliko uspeha vidiš, da ti pripada. Koliko rezultata vidiš, da ti pripada.
Zato, ker to, kar ne vidiš, ne moreš doseči. Amen? Zato mi ne živimo tako, da nekaj tavamo. Pavel je rekel, jaz se ne borim tako, kot da bi po zraku nekaj mlatil, ampak s fokusom tečem svoj tek, da dosežem nagrado, je rekel Pavel. Amen? On teče po nagrado s fokusom, ne teče kar, kot da bi mi dva nekaj molila, ajde, pa če kaj rata, bo ratal. Kako je že moto olimpijskih iger? Važno je sodelovati, ne zmagati. To ni v Božjem kraljestvu moto. To je v olimpijskih iger hokej, ampak v Božjem kraljestvu je pa važno zmagati. Amen, ful. Ko piše, kdor zmaga, mu bom dal sedeti. Amen, preberi zdaj, vedno govori o zmagovalcih. Amen. In v duhu se moraš videti kot zmagovalec. In to pomeni, da česar ko se lotaš iz pozicije zmage. Amen. Če te Bog pokliče na olimpijske igre, že ko greš na štart, ti že vidiš, kako pokal pucajo za tebe tam. Amen. Tako Sveti Duh ti že pripravlja medaljo. Ko Bog te nikamor ne pošle, zato da se boš usramotil. Amen. A mislite, da te bo Bog poslal na olimpijske igre, da se cel svet norca pol iz tebe dela? Tako, kdo, ko so mu starši rekli, da ful lepo poje, poje pa na šov talentov prišel in je zvedel kruto resnico. Ja. Razumeš, če te Bog poslal na šov talentov, pa boš tam zmagal. Amen. Če si se sam poslal, pa ne vem, kva bo. Zato je dobro to delati, kar nam Bog govori. Amen. In zdaj Abraham je naredil par kompromisov, nisem mu dal več čakati in vedno, ko se ti ne da čakati, boš dlje čakal. To je dejstvo. Mojzes, ko se mu ni dal več čakati, je pol 40 let čakal. Razumeš? Kaj pač na silo je pol šel ubiti človeka, je pol 40 let. Kadarko hočeš skrajšati čas, si ga boš podaljšal. Vedno, ko sem jaz rekel ženi, morava ful hiter od nekje, ko se mi mudi, so bila pol ful letan, kakor če ne bi nič rekel. Vedno si podaljšaš čas, če si vmesel. Če poslušaš Boga, je najboljše, si v njegovem času. Poglejte si 1. Mojsijevo 15:5. Peljal ga je ven in rekel, poglej proti nebu in preštej zvezde. A lahko ti zvezde prešteješ? Ful težko, če jasno ne bo, pa če ne živiš v Ljubljani, ful lahko zvezd prešteješ. Haleluja. Če jih moreš prešteti, in rekel mu je, tako bo s tvojim potomcem. In pol, ko je bil depresiven, pa je dol gledal, mu je pa rekel, poglej pesek, a lahko preštej ga. Preštej vse te drobce peska, spet ne moreš, to boš imel potomcev. Razumeš? Se pravi, on mu je spremenil ime iz Abram v Abraham. Abraham pomeni oče množice. On mu je, se pravi, to, kar govori, mu je mogel. Vsakič, ko kdo vpraša, kako te ime, je rekel oče množice. Rekel, res, oče množice, koliko imaš pa otrok? Ja, toliko peska na plaži. Kako pa to, da nobenega ni v šoli? A vse doma šolate? Bojo, zdaj bomo odprli šolo, svojo bomo imeli kar svojo inštitucijo, veš, tako da bomo rabili ful enih učiteljev zaposliti, samo za mojo družino. Razumete, vsakič je mogel govoriti stvari, ki niso res. Še v naravnem, ampak jih je mogel govoriti. Tako se jaz sam v sebi zdim, da se ful lažem dostkrat, ker pač izpovedujem vero. Razumete? In pol si ful v potrebi in priješ pored Boga. Veš, kaj najboljš reči Bogu, kadar si ful v potrebi, pa ga priješ slaviti. Tako da pač dvigneš roke pa rečeš, Bog, jaz nič ne rabim. Probi to kdaj. Ful dobro je, res. Ko kar zarežete, kar nož čez vse skrbi. To je ful dobro, pa ful si v potrebi. Do jutra rabiš odgovor. Ti priješ pa rečeš, Bog, jaz nič ne rabim. Haleluja. Kdor ima ušesa, ne razume. Haleluja. Ok, se pravi, Božja beseda more priti v naše oči. Okay?
Se pravi, ni dovolj samo, da je v tvojih možganih, morajo tudi v tvoje oči, tle not, mora priti Božja beseda. Dajmo ta citat pogledati. Pregovori 4:20. Sin moj, pazi na moje besede, nagni svoje uho k mojim izrekom, naj ti ne uidejo izpred oči. Haleluja. Kaj hrani jih v svojem srcu, kaj ti življenje so njemu, ki jih najde, zdravje celemu njegovemu telesu. Se pravi, cel tvoj telo bo zdrav, ko imaš tle noter v očeh, imaš Božjo besedo. Se pravi, ti bo začel, ti kad da imaš ena očala gor, ko vse drugače vidiš kot drugi, ko vse čez Božjo besedo gledaš. Amen? To je moč tvoje domišljije, ki je oprana v Božji besedi. Amen? Poglejte si naslednji citat. Psalm 16:8. Vedno postavljam predse Gospoda. V Hrvatski prav, predočujem si Gospoda neprestano. Se pravi, skozi imaš pred očmi Gospoda. Wow, kaj to pomeni? Da nikoli nisi v nobeni situaciji sam. Amen? In čim daš ti Gospoda v eno situacijo, pol ta situacija več ni ful težka pa strašna, ker je tam nekdo, ki je bolj strašen v tej situaciji. Amen? Predočujem se Gospoda neprestano. Pa spet, ti nisi poražen, dokler ne sprejmeš podobe poraza. Dokler ne sprejmeš tega. Dokler ti vidiš, zmagovalen boš zmagoval. Tudi če ne zgleda tako. Poglejte si pregovore 24:16. Kaj ti 7-krat pade pravični, pa zopet ustane. Krivični pa se zrušijo v nesreči. Prav ti pravičen, veš kaj pomeni pravičen? Da si sprejel Jezusa in si v pravilnem stanju z Bogom. To je v novi zavezi pravičnost. To je Božja. Ti si po veri sprejel njegovo pravičnost vase. Zato boš ful manj bluzil v hudobiji, kakor če bi računal na svojo pravičnost. Zato prav, iščite najprej njegovo pravičnost. Vse ostalo bo navrženo. In kaj se ti zgodi? Tudi če padeš, boš spet vstal. Zakaj? Ker je njegova pravičnost taka, te spet dvigne. Amen? A je dober, a imamo res dober evangelij? To je res toliko dober del, da ga je ful težko razumeti. Poglejte si Pavla v 2. Korinčanom 4, 8-9. Stiskani smo na vse strani, pa ne uničeni. Wow. Ne vidimo poti, pa jo še najdemo. Pa naprej. Preganjajo nas, pa nismo zapuščeni. Ob tla nas mečajo, pa nismo uničeni. Wow. Kako je to možno, cerkev? Rimljanom 8:37. To, da v vsem tem, v vseh teh preizkušnjah zmagujemo po njem, ki nas je vzljubil. Amen? Se pravi, vse, kar se dogaja v Kristusu, če veš, da te ljubi, si zmagovalec. Amen? V bistvu, bolj, ko te preganjajo, bolj bi mogel čutiti, da si zmagovalec. Amen? A je tako? Bolj, ko si stiskan, bolj, ko te mečejo ob tla, amen, bolj bi se ti mogel počutiti kot zmagovalec. Je tako? Cerkev, to je, bolj, ko limono stiskaš, bolj vidiš un sok not v njej. Amen? Ne je samo lepa limona, ampak ko tebe začne hudič preganjati, ko te ljudje začnejo napadati, pa se šele vidi, kakšni zmagovalci ti. Amen? Ko te mečejo ob tla, pa se ne razbijaš kot un plazma televizor, ampak se spet sestaviš, haleluja. In vsakič, ko vstaneš, si malo večji, haleluja. Vsakič še malo bolj žariš, haleluja. Vsakič še hitrejš odpustiš, haleluja. Vsakič še malo bolj napreduješ. Amen? In pol nekdo, ki ga dolgo nisi videl, sploh ne more verjeti, da on zgleda že za v muzej, ti pa, da si šele glikar začel. Haleluja. Dajmo še zaključiti s tem, Psalm 37, 23.
Gospod utrjuje korake možu. Če pade, ne obleži, ker ga Gospod drži za roko. Hvala ti, Jezus. Dajmo moliti. Oče, hvala ti za tvojo besedo. Oče, jaz molim, da so oči našega srca razsvetljene ta teden. Oče, molim, da je naša domišljija, da se dvigne ven iz vsake megle, blata, zmede, Oče. Molim, da razodete Svetega Duha, Oče, da že zdaj med pridigo in ta cel teden, Oče, da nam ti slikaš slike uspeha, v katerega moramo vstopiti. Oče, molim, da vsak vidi prihodnost, ki se mora v njegovem življenju manifestirati. Oče, molim, da se naša domišljija napolne zdaj, Oče, z usodo, v katero moramo stopiti, ki si jo ti ustvaril za nas. Pred začetkom sveta si pripravil dela, dobra dela za nas, v katerih moramo hoditi. Oče, molim, da vsi goleti pred nami, vsaka ovira pred nami, da ni problem, haleluja. Da vsaka težava nam je samo sredstvo, da pridemo naprej do nagrade, ki nas čaka. Oče, da vidimo vsak problem samo kot en trening, da gremo na višji nivo, haleluja. Oče, hvala, da karkoli nas stiska, karkoli nas muči, samo pokaže, koliko je Kristus velik v nas. Kristus v nas, upanje slave, haleluja. V imenu Jezusa. Hvala ti, Oče, če vsakeč, ko pademo, če v našem srcu Jezus spet ostanemo, haleluja. Močnejši kot prej, haleluja. Hvala ti, Oče, da vse, karkoli smo zgubili, karkoli, kjerkoli nam ni ratalo, karkoli verjamemo, pa se ni zgodilo, je samo en slab dan, haleluja. V življenju zmagovalca, haleluja. Hvala ti, Oče, da v vseh preizkušnjah ustajamo ven močnejši, haleluja. Oče, molim, da ne sprejmamo slike poraza, da ne sprejmamo podobe neuspeha v svoje življenje. Oče, ampak da se ohranimo enotni, duh, duša in telo, haleluja, do tvojega prihoda. Molim, da umremo v veri, haleluja. Oče, molim, da noben ne zaključi svojega življenja s porazom. Oče, molim, da se gibamo naprej iz vere v vero, iz zmage v zmago. Oče, karkoli se še ni zgodilo. Oče, molim, da z vero in potrpežljivostjo vztrajamo v naloženem boju, haleluja. Oče, da se podrejamo Bogu, haleluja, da se upremo hudiču in podredimo Bogu, haleluja. Se upremo vsem, kar ni od tebe, haleluja. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Oče. A lahko rečeš hudiču, končano je. Reč vsakmu neuspehu, končano je. Haleluja. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Jezus. Oče, mi hočemo verjeti za več. Mi hočemo videti več. Tako, kot si Abrahamu pokazal zvezde, pesek. Oče, molimo, da nam kažeš več obljubljene dežele, ki jo moramo osvojiti. Haleluja. Hvala ti, Jezus. Oče, hvala ti za leto 2026. Oče, molim, da nam ne bo še eno leto, haleluja. Ampak molim, da vsak dan, vsak teden, vsak mesec nekaj posebenega, haleluja. Oče, da v našem odnosu s tabo, da vidimo več, da verjamemo več in pol delamo več, haleluja. Hvala ti, Jezus. Dobrodošel si, Sveti Duh, deluj v nas, čez nas, haleluja. Molim, da smo prenovljeni iz dneva v dan, haleluja. Hvala ti, Jezus. Haleluja. Amen. Uživite z Jezusom, uživite v njegovem duhu, v njegovi besedi. Če kdo še rab molitev, lahko pride naprej, kdor bi se rad še družil, imamo ful enih krofov pa to. Če rabiš, da se kdo strinja s tabo, da greš čez kakšne situacije, lahko prideš naprej in bomo molili. Amen. Bodite blagoslovljeni.